prvi sneg napovedal zimo. V Semiču zaključili praznovanje občinskega praznika. Na Kidnem Vrhu namenu predali nov vodohran. Dober večer. Prvi sneg pred letošnjo zimo, ki je ponoči zajel večji del države, je popoldne prehajal v rahel dež, ta pa je do večera večinoma ponehal. Ponekod po nižinah je bila bela odeja komajda vidna, malce več je bilo v višjih legah na našem območju, predvsem na Gorjancih. Zimske službe so pripravljene na zahtevnejše razmere na cestah, pravi Anton Hrastar iz sektorja vzdrževanja cest v novomeškem CGP-ju. Čeprav je v višjih predeljih zapadlo nekaj več centimetrov snega kot v nižinah, ga je vendarle bolj kot ne za vzorec. Tudi v prihodnjih dneh naj bi bilo suho vreme. Vseeno pa nas narava opominja, da je pred vrati zima. Prve snežinke so prišle dokaj hitro, če vzamemo v ozir dejstvo, da smo imeli še pred 2 tednoma prijetno jesensko vreme s temperaturami okoli 20 stopinj. A ohladitev v zadnjih dneh je prinesla tudi sneg. Čakal sem ga, ampak ne z veseljem. Tako narava pelja. Ja, to je normalen pojav zdaj v tem času. Malo je bilo težko, nisem s Hrvaške, zdaj je prišel. Tam niso tako spustili ceste, kot so tle pri nas. Izgledno, da so preventivno posipali dobro, tako da se ni prejemo veliko na ceste. Z veseljem čakate sneg? Pa ja, no. Ne vem, da gremo v sneg, da sankamo pa tako naprej. Sneg je zakon. Mene je dalo zjutraj prav dobro energijo. Kaj ni tako? S tem bi se lahko strinjali ali pa ne. Vsekakor prinese sneg tudi nevšečnosti v prometu. Ja, že ob 3 zjutraj se je nam en kamion zdrsnil, kasneje še eden, tako da smo za ta jutranjo konico zaprli gorjanški prelaz oziroma cesto čez Gorjance za tovorna vozila. In ravno ta največkrat po zimi ovirajo promet zaradi neustrezne zimske opreme. Kot je že pred zimskimi razmerami opozoril inšpektor Željko Zrilič z novomeške policijske uprave. Predvsem voznike tovornih vozil, da v času, ko je tovornih vozil s priklopniki, moram poudariti, da v času, ko je vozišče zasneženo, oziroma ko nastopijo zimske razmere, da je za njih prepovedan promet na vseh cestah na območju Republike Slovenije, razen na avtocestah in hitrih cestah. Kar pomeni, da ne smejo voziti na regionalni cesti Novo Mesto-Metlika, če se v tistem času sneg oprijema vozišča, ne glede na postavljeno signalizacijo. V CGP-ju sicer pokrivajo 2500 km cest, za katere imajo v 11 bazah na voljo približno 200 plužnih in posipnih enot, pravi Hrastar. Na zalogi imamo trenutno približno 15.000 ton soli, še 7.000 ton je pričakujemo, tako da ne bi smelo biti pomankanja. Pesek pa, ki ga sicer uporabljamo manj, pa itak sami proizvajamo. Zaradi tople podlage si noči in danes niso veliko posipavali, razen na prelazih in drugih višje ležečih predeljih. Poleg zasedbe županskih mest je vselej zanimiv pogled na sestavo občinskih svetov, ki je osrednji in najvišji zakonodajni organ vsake občine. V mestni občini Novo mesto kot regijski prestolnici bodo v novem mandatu sedeli predstavniki 11 strank in list. V pravkar izteklem pa jih je bilo kar 16. Relativna zmagovalka nedeljskih lokalnih volitev v Novem mestu je lista Gregorja Macedonija, ki bo imela v 30-članskem mestnem svetu kar 10 sedežev, kar je kar 7 več kot do zdaj. Prvi z liste, Gregor Macedonij, je postal župan, zato bo svetniško mesto prepustil drugemu z liste. Kot je dejal v predvolilni kampanji, bodo skupaj z ekipo. Glavni izpostavljeni infrastrukturni projekti so 2 nova mostova čez Krko, od tega eden zgrajen in eden za začeto gradnjo, 2 novi brvi. Potem je tukaj plavalni bazen, nova stanovanja za mlade in pa tudi varovana stanovanja za starejše. Slovenska demokratska stranka, ki je na volitvah podprla Macedonijo, je ohranila 4 svetniška mesta. Sledita Zveza za Dolenjsko in gospodarsko aktivna stranka s po 3 sedeži, ki sta izboljšali rezultati izpred 4 let. Ne bomo vas razočarali, delali bomo naprej, tako da upravičimo to vaše zaupanje. V Desusu in Solidarnosti ostajajo pri 2 svetnikih Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Socialni demokrati, Slovenska nacionalna stranka in Dobra država, pa bodo imeli poleg romske skupnosti po enega svetnika. Stranka Modernega centra je imela v tem mandatu sprva 3, nato 2 svetnika, zdaj pa je ostala brez predstavnika v mestnem svetu,
prav tako vladajoča stranka v vladi Lista Marjana Šarca. V občinskih svetih posavskih občin od strank ohranjata primat Slovenska ljudska stranka in Slovenska demokratska stranka. Od novih strank in list je v Sevnici sedeže dobila Lista Marjana Šarca, v Brežicah pa lista Ljudje za ljudi. V 30-članskem občinskem svetu Krško ima SLS kar 11 sedežev. Na tej listi so bili izvoljeni tudi župan Miran Stanko, podžupanja Nuša Somrak in evropski poslanec Franc Bogovič. SDS ima 5 sedežev, 4 sledi SMC, SD je dobil 3 svetnike. Po en sedež imajo Desus, Levica, NSI, SNS, stranka Rok in Dobra država, Moran Jurkovič pa ostaja romski svetnik. Novi stari župan želi v svetu delovati pod geslom za skupno dobro, s katerim je nagovarjal volivce v kampanji. Želim s tem povedati, da želimo delovati skupaj, da želim, da se prisluhne, se da možnost tudi tistim, ki so imeli neke drugačne programe, čeprav resnici na ljubo ti programi niso bili tako zelo, zelo drugačni. Zato meni, da bodo lahko našli skupni jezik. V 25-članskem sevniškem občinskem svetu pa bo SLS z 8 sedeži zasedla skoraj tretjino mest. Prav toliko jih je dobila SDS, LMŠ ima 3, SD in Desus po 2, po enega pa NSI in neodvisna lista za Sevnico. Slovenska ljudska stranka v občini Sevnica je pridobila župana in največji delež glasov, tako da smo relativni zmagovalec, 8 svetnikov v občinskem svetniku, s čimer smo zadovoljni in verjamem, da bomo dobro sodelovali z ostalimi svetniškimi skupinami. V Brežicah je najmočnejša SDS z 9 sedeži v 30-članskem svetu. SMC ima 6 sedežev, SD 4, lista Sonce 3, Desus, Levica in nova lista Ljudje za ljudi po 2, stranka Rok in SLS pa po en sedež. Zanimivo, da so socialni demokrati z županskim kandidatom pridobili 2 sedeža, lista Sonce pa enega v primerjavi z minulim mandatom občinskega sveta. V Kostanjevici na Krki je 10-članski občinski svet voljen po večinskem sistemu. 8 svetnikov je bilo danes izvoljeno na moji listi, od 10 8 je mojih, ki sem jaz predlagal. To mislim, da je zmaga največja, kaj je god možna. S tem se bodo, pravi, končale vse zdrahe v njihovem svetu. V posavskih občinah bo sicer na novo ali nazaj v svetniške klopi skupaj sedlo 38 občinskih svetnikov. V semiški občini so v sklopu praznovanja občinskega praznika namenu predali še zadnjo naložbo, pomembno za prebivalce Stranske vasi in tudi 5 okoliških vasi. Tako sta županja Polona Kambič in najstarejši vaščan, 86-letni Ivan Pečavar, preresala trak in simbolično namenu predala dobrih 286 tisoč evrov vredno naložbo, ki so jo v celoti financirali iz občinskega proračuna. Pridobili pa smo 980 metrov pločnika, 37 svetilk javne razsvetljave, meteorna kanalizacija, vse ureditve, ki morajo biti zraven in seveda tudi novo avtobusno postajališče. Predvsem zaradi varnosti otrok je bila ta naložba res potrebna, pravi najstarejši vaščan. V gotovih terenih je bila zužena cesta, da otroka nisi smusalnega postati, ga bo treba spremstvo, zdaj pa lahko sam. Kljub mrzlemu popoldnevu se je slovesnega odprtja udeležilo veliko krajanov. Jaz mislim, da je ta obisk kar odraz tega, da smo ta pločnik kar potrebovali, da je bil nujno potreben in da bo kraju prinesel, bom rekel, tisto zaključek, tisto varnost, ki ga potrebuje ob tako prometni cesti. Na pobudo krajanov je občina že leta 2011 naročila izdelavo projektne dokumentacije. V letošnjem letu pa je bil projekt uvrščen v občinski proračun. In jaz verjamem, da sedaj, ko je narejena, ko so te ureditve, da je vas popolnoma drugačna, tudi vizualno, seveda pa je najpomembnejša varnost otrok in mamic z otroci in drugih ranljivih skupin, ki bodo imeli poslej bolj varen korak lahko ob tej cesti.
Županja pa je zbranim predstavila tudi drugo fazo projekta v Stranski vasi, ki predvideva ureditev prometa iz smeri Praproti proti gasilskemu domu v dolžini 160 metrov. Projektna vrednost posega je 250 tisoč evrov, njegova izvedba pa je že uvrščena v naslednje obdobje, pravi Kambičeva. Dobrih 100 prebivalcev Kitnega Vrha v občini Ivančna Gorica pa se je minuli konec tedna razveselilo novega vodohrana. Kitni Vrh sicer ima vodovod, a ker je pritisk prenizek, so bili predvsem ljudje na vrhu vasi brez vode. To je nov vodohran ali zbiralnik vode na Kitnem Vrhu s stalno zalogo pitne vode. Odslej prebivalci te vasi ne bodo več imeli težav, kot jih opiše eden izmed njih. Tle gre vodovod skozi našo vas v dolino Krke in pri nas ni bilo pritiska. Pri nas je bilo tako, da če je bilo petek, soboto, petek popoldne, se nisi mogel tuširati. Voda na vrh vasi, na gornjem delu, je pa voda pretekla, ki si bi odprl čez nazaj, je pa nazaj potegnil. Pa ne le to, bil je tudi požar, pa niso imeli s čim gasiti. Vodohran je poseben zbiralnik za shranjevanje vode. Navadno je na više ležečem kraju, voda iz njega po vodovodnem omrežju priteka do hiš. Kot rečeno, jo lahko uporabijo tudi za gašenje. Največ pomeni pa, saj meni osebno to, da so ljudje zadovoljni. Da so zadovoljni, se vidi, koliko jih je prišlo na to otvoritev in jaz verjamem, da jim bo pridobitev služila tako, kot smo načrtovali. Občina se tako počasi približuje oskrbi s pitno vodo v vseh gospodinjstvih. Na Leskovški planoti je tik pred končanjem vodovod, ki bo oskrbel še zadnje večje območje. Brez vode bosta tako še dve manjši območji, a ne več dolgo. Tako kot Kitni Vrh, kjer se je po rezanju traku, torej uradni otvoritvi vodohrana, druženje s smehom in glasbo nadaljevalo v vasi, na eni izmed tamkajšnjih domačij. V Drašičih v Beli krajini se že vrsto let ponašajo sosesko zidanico Vinsko banko, ki v njihovem kraju deluje že več kot 250 let. Vpisana je tudi v državni register žive kulturne dediščine. Pred njo se je minulo soboto zbralo okrog 700 pohodnikov, ki so prišli vseh koncev Slovenije, da bi se udeležili tradicionalnega 19. pohoda po poteh soseske zidanice. Draščani zmeraj z veseljem čakamo na ljudi, ki pridejo k nam na pohod od zidence do zidence. Zdaj, ko ljudi pridejo z dobro voljo, vseeno, ali je tako lepo vreme kot danes, ali dež pada, ljudi pridejo z veseljem v srci in to je najbolj važno. In tudi tokrat je bilo tako. Pohodniki so se po ogledu soseske zidanice, okrepčilu in krajšem kulturnem programu podali na dobrih 11 kilometrov dolgo krožno pot med vinogradi, kjer jih je čakalo še 7 postojank, na katerih so lahko pokušali odlična drašiška vina in dobrote, ki so jih spekle gospodinje. Zanimivo je to, da se ljudi vračajo, da radi pridejo v Drašče, da radi okušajo in da se tudi pol čez leto vračajo k nam po naša vina. To je nekaj čudovitega. To je promocija Bele krajine, to je promocija Drašič, to je promocija dobrih belokranjskih vin, s katerimi se res lahko pohvalimo. Hvalili so jih tudi pohodniki, ki smo se jim pridružili na postojanki pri Prusovi kleti na Krmačini. Kakšno je vino? Odlično. Prvič na pohodu? Ne, tretjič. Večina naših naključno izbranih sogovornikov iz Kočevja, Ljubljane in z Gorenjske je bila že večkrat na pohodu in vsi so bili navdušeni. Danes je izredno vreme, vse je super, edino malo piha, no, ampak nič ni hudega. Ne. Fajn, za pohod je super, no, boljše. Kaj pa vino? Vino pa enkratno. Odlično. Zdaj smo že drugič in bomo tradicijo še nadaljevali. Podobne odgovore smo slišali tudi od drugih dobro razpoloženih pohodnikov, ki so se zabavali ob vinu, glasbi in prigrizkih ter se smejali s Tonijem Gašperičem. Nato pa hiteli naprej, vedoč, da jih čez kilometer ali dva čaka nova postojanka. Končno smo dočakali nizke temperature in sneg, s tem pa tudi povečano število okuženih otrok z rotavirusi, povečano je tudi število respiratornih okužb. V nekaterih zdravstvenih ustanovah zato že omejujejo obiske. Hvala za pozornost in lahko noč.